je zgodba o Evropskem programu za učenje odraslih in njegovem 10-letnem uresničevanju v Sloveniji. Kot je v strokovnih krogih splošno znano, se zgodba začenja z objavo knjige Učenje, skriti zaklad, znamenite publikacije Delorja in drugih avtorjev. Ti so vpeljali 4 stebre učenja. Učenje za pridobitev znanja, učenje za delo, učenje za osebni razvoj in učenje za sožitje v skupnosti. S tem so bili postavljeni temelji za kasnejša prizadevanja na evropski in nacionalni ravni, ki so izobraževanju odraslih prinesla relativno obvezujoče formalne podlage. Te so poosebljene v več strategijah, od memoranduma o vseživljenjskem učenju vse do Evropskega programa učenja odraslih, EPUO, ki je izšel leta 2011. EPUO so odlikovale številne konkretne in dobrodošle novosti, ki so omogočale njegovo uresničevanje. V vsaki državi je bil imenovan nacionalni koordinator, ustanova in v njej posameznik, dana je bila priložnost, da znotraj širšega okvira te strategije države naslovijo svoje prioritete, zagotovljena je bila finančna podpora za 2-letne projekte, omogočeni so bili izmenjava, sodelovanje in koordinacija na več ravneh. Nenazadnje, uresničevanje EPUO sta ves čas podpirali Evropska komisija in njena izvršna agencija. Slovenija je v tej zgodbi sodelovala od vsega začetka. Naš namen je bil izboljšati vključenost odraslih v učenje in izobraževanje ter se odzvati na vznemirjujoče rezultate raziskave PIAAC o spretnostih odraslih. V nadaljevanju prikazujemo 3 skupine dejavnosti, na katere smo najbolj ponosni. Parade učenja, dnevi učečih se skupnosti. Parade učenja so javni dogodki, ki potekajo na mestnih trgih, ulicah z večjim številom mimoidočih ali v primeru slabega vremena v kulturnih centrih. Na ta način želimo pritegniti izobraževalno prikrajšane ciljne skupine in jim pokazati, da je učenje prav tako radostno, kot je koristno. S številnimi nastopajočimi na odrih ter stojnicami izobraževalnih ustanov, na katerih potekajo predstavitve in delavnice, praznujemo najrazličnejše oblike učenja. Parada učenja poteka na isti dan na okrog 15 prizoriščih v okviru vsakoletnih tednov vseživljenjskega učenja. Ta širši festival učenja smo v letu 2021 organizirali že 26. Pri tem sodeluje okrog 1000 prirediteljev, ki organizirajo nad 6000 dogodkov. S tovrstnimi dejavnostmi, svetovanjem in informiranjem ozaveščamo o pomenu učenja in prispevamo k uveljavljanju učečih se skupnosti. Od leta 2016 naprej so parade učenja financirane iz proračunskih sredstev, saj so postale redni sestavni del procesov ozaveščanja v Sloveniji. Videopublikacije. V 5 iteracijah priprave videopublikacij smo raziskali različne vsebine, kot so svetovanje in terensko delo ter temeljne zmožnosti za boljše življenje in delo. Vse to smo povezali s širšim družbeno-ekonomskim okoljem posamezne ciljne skupine. Dokumentirali smo različne dogodke EPUO, povzemali spoznanja in te videe objavljali na spletnih straneh in YouTube kanalu ACS. Predstavljali smo uspešne nacionalne projekte ter v intervjujih s strokovnjaki in udeleženci spregovorili o problematiki vsakokratne ciljne skupine. Raziskali smo vidike EPUO in njihov učinek v Sloveniji. Vse skupaj je bila priložnost za učenje, ki je okrepila našo sposobnost videoprodukcije, s katero zdaj še pogosteje naslavljamo našo skupnost. Strokovni dogodki. 3. skupina dejavnosti so strokovni dogodki EPUO, ki so v 10 letih spreminjali svoj videz in značaj. Začeli smo z lokalnimi dogodki, ki smo jih organizirali po vsej državi in katerih vsebine so se nanašale na prioritete lokalnih skupnosti. Nadaljevali smo s ciljnimi dogodki državnega pomena za izobraževanje odraslih. Zaokroževali smo jih z letnimi konferencami. Spet smo se ukvarjali s svetovanjem, terenskim delom, vrednotenjem, temeljnimi zmožnostmi, ozaveščanjem in drugimi aktualnimi temami v slovenskem izobraževanju odraslih. V zadnji fazi smo organizirali forume o prihodnosti izobraževanja odraslih. Teh 6 dogodkov zadeva sodobne družbeno-ekonomske trende, digitalno transformacijo, demografijo, migracije in starajoče se prebivalstvo, dejavno državljanstvo, okoljske izzive in prihodnost dela. Pri njihovi organizaciji vzpostavljamo dragocene povezave s številnimi partnerji zunaj izobraževalnega sektorja. Poleg omenjenih 3 vrst dejavnosti smo kar nekaj pozornosti namenili uresničevanju priporočila poti izpopolnjevanja.
Mnogi projekti, predvsem tisti financirani iz Evropskega strukturnega sklada, pod okriljem ministrstev za izobraževanje in delo zagotavljajo nove priložnosti, predvsem odraslim z nizkimi spretnostmi. Te ukrepe odločevalcev in posledične primere dobrih praks smo zajeli v e-portalu Poti izpopolnjevanja in tako pridobili prepotreben pregled obojega. Konferenca za države jugovzhodne Evrope ter številni posvetovalni dogodki so bili namenjeni predstavitvi doseženega ter spodbujanju nadaljnjega uresničevanja poti izpopolnjevanja. V zadnji fazi uresničevanja EPO smo se prednostno posvetili nadgradnji slovenske platforme o ponudbi izobraževanja odraslih v Sloveniji Kampo znanje. Zbirka informacij o več kot 300 izvajalcev in nad 3000 programov je zdaj bolj uporabniku prijazna, privlačnejša in informativna. K temu prispevajo tudi zgodbe zglednih učečih se. V tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sodelujočim v teh 10-letnih prizadevanjih. Veselimo se 6. faze uresničevanja EPO, prav tako pa novega evropskega programa za učenje odraslih z dometom do leta 2030. Naj se ta zgodba uspešno nadaljuje in prispeva k odločnemu uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja.